vas lahko zmotim za trenutek ali dva. No. Veste, kaj me zanima? Kaj menite, kje bi bili danes, če bi imeli še vedno evro? Kaj bi to pomenilo? Ne, če imeli še zmeraj tolar. Ja, tolar je bil dobra valuta, kje bi bili pa ne vem, ker ne vem, kakšno denarno oblast bi imeli. Če bi imeli tisto, ki smo imeli takrat, ki je tolar nastal, bi bilo v redu, sicer pa evro v Sloveniji ni naredil nič škode. Ker pač slej ko prej bi sodila v področje nemške marke, to so države, ki imajo presežke v menjavi in za Slovenijo je bil evro kar v redu, čeprav pravega razloga za praznovanje pa ne vidim. Ne? Zakaj ne? Zato, ker se pravzaprav niste mogli evro izogniti. Podobno, kot se nismo mogli izogniti Evropski uniji, kaj drugega bi pa naredili. Ne? V neki fazi imaš pač same nemožne odločitve, zakaj bi pa to velike praznovanja delo, pa ne vidim. A bi bili bolj revni, če bi imeli še vedno tolar? Bi si teže privoščili iPhone, stanovanje? Ne, jaz menim, da bi približen na istem, ne, te odloča. Več ali manj je vsa trgovina bila slej ko prej v nemških markah ali pa v evrih. Slovenija je pa tako odprta, da nam domača valuta niti ne bi veliko pomagala, niti ne bi veliko spremenila. Razen, če bi imeli zelo neracionalno denarno oblast, kar pa spet je težko pričakovati. Ne bi se zatekali k inflaciji za reševanje krize po vašem? Poglejte, vse inflacija ni problem. Problem v svetu je deflacija. Inflacija je pač ena preteklost. Deloma je problematično, ker je izginila z gospodarskega mehanizma, ker inflacija ni bila samo negativna, ampak je imela tudi neke blažilne učinke, prerazdeljevala je, tako da dostikrat je zdravila druge bolezni. Če so se plače poveč povišale, kot bi se smele, je pač inflacija iznižala